Gremo v kino. Lep pozdrav. Tokrat bomo poročali z Rotterdamskega filmskega festivala, in sicer o brazilski znanstveno-fantastični pripovedi o jedrskih poskusih in pošastnih komarjih, italijanskem dokumentarnem filmu o večgeneracijski travmi po življenju v verski sekti ter o palestinskem filmskem portretu kinooperaterja iz Dženina. Z direktorjem festivala gorniškega filma Silvom Carom se bomo pogovarjali o tem, kaj se obeta na jubilejni 20. izdaji festivala. Poleg tega se bomo poglobili v novi film škotske režiserke Lynne Ramsay Umri, ljubezen moja, ki med drugim tematizira poporodno depresijo. Od prihodnjega ponedeljka do sobote bo v Cankarjevem domu v Ljubljani, Mestnem kinu Domžale in v Linhartovi dvorani v Radovljici potekala 20. izdaja festivala gorniškega filma. Na ogled bo 34 filmov, 5 alpinističnih, 7 plezalnih, 10 o gorah, športu in avanturi ter 12 v kategoriji gorska narava in kultura. O tem, kaj nas pričakuje na jubilejni ediciji, se bova pogovarjala z ustanoviteljem in direktorjem festivala gorniškega filma Silvom Carom, vrhunskim alpinistom, ki je leta 2022 prejel zlati cepin za življenjsko delo. Torej, bliža se 20. izdaja festivala, ki je postal najpomembnejši gorniški festival v jugovzhodni Evropi in je od leta 2010 član Mednarodne zveze gorniškega filma, ki povezuje 27 festivalov iz 20 držav in 5 celin. Poveva za začetek, da bodo že konec tedna, torej jutri in v nedeljo, projekcije 4 nagrajenih filmov z preteklih festivalov, in sicer v Mestnem kinu Domžale. Tako je, s tem programom, miniaturnim kot uvod v festival, smo poskušali malo obuditi leta nazaj, 20 let, in zbrali 4 filme, ki so bili zelo lepo sprejeti, dobili tudi nagrade na festivalu in mislim, da bo to lep uvod v festival. V tekmovalnem programu letošnjega festivala je kar 9 slovenskih filmov, največ do zdaj. In festival boste odprli s celovečernim dokumentarcem Triglav pot od rešitve Aleša Žemlje in Rožleta Bregarja. Ja, zakaj ta film na otvoritveni večer? Zaradi tega, ker je pač ena lepa zgodba, slovenska zgodba, in seveda prednost dam vedno domačim slovenskim filmom in mislim, da je eden zelo, zelo dobrih filmov, kajti Rožle Bregar ima že lepo zgodovino na festivalu gorniških filmov, kar 2 filma sta dobila Grand Prix, tako da upam, da tudi ta bo med lepo sprejetimi filmi. Poleg tega bo, kot rečeno, na ogled še 8 filmov slovenskih avtorjev. Produkcija slovenskih filmov s hribovskimi vsebinami je ta hip torej precej živa. Ja, če je res nekaj na tem, da smo v teh 20 letih kaj spodbudili to gorniško produkcijo, potem lahko rečem, da smo zmagali, ne? Kajti namen samega festivala od začetka je bil, da se tudi domača produkcija poveča, kajti ko sem hodil po tujih festivalih, sem le redko kdaj zagledal kakšen slovenski film, ne? Tako da zgodbe imamo dobre alpiniste, dobre športne plezalce, in pa tudi lepo naravo in tudi lepe, zanimive zgodbe, in če se te spravijo na film in se to izvozi v tujino, seveda z bistveno lažjo potjo, ne, če grejo že skozi naš festival, so tudi prepoznani v svetu. In to je naša lepa pot. No, nekatere od teh filmov, recimo Gora se ne bo premaknila, Petre Seliškar, smo že videli v kinih na festivalih, no nekateri bodo pa premierno prikazani. Ja, večinoma so kar vsi premierno prikazani v slovenskih prostorih, v slovenskem prostoru. Mogoče se eden ali 2, da sta bila prikazana prej, drugače pa so to filmi, ki so prvič v Sloveniji prikazani.
Kaj pa iz siceršnje produkcije? Torej, razporeditev filmov v 4 kategorije je uspešna praksa, kot se zdi. Kaj pa je še kakšen tak film, ki ga morda sami najbolj priporočate? Zanimivi so praktično vsi. Mogoče ena stvar, ki v večjih filmih poudarja to, da pač opisuje oziroma prikazuje prakse, navade, ki počasi izginjajo. Istočasno tudi gorska narava se spreminja in to kot eno tako opozorilo, govorimo konkretno o Antarktiki, kako se pač zaradi masovnega obiska stvari spreminjajo. Govorimo konkretno o Everestu tudi, ki je bilo že nešteto filmov narejenih na področju tega onesnaževanja, čiščenja Everesta. Sicer to zelo, zelo lepa gesta, ampak je bolj stvar, katero bi morali te komercialne odprave skrbeti, in za seboj vsi tisto, kar prinesejo gor, tudi odnesti dol v dolino. Skratka, filmi, ki jih imamo na festivalu, ne prikazujejo samo lepote gora, ampak tudi problematiko, težave, ki jih današnji čas prinaša. In prav je, da smo tudi po tej poti seznanjeni, koliko pa imamo vpliva na to, pa je druga stvar. Tudi letos boste imeli več predavanj, gostov. Ja, predavanja so od samega začetka festivala že sestavni del, kajti vedno je zanimivo tudi slišati zgodbe ljudi, ki so z gorami povezani tako ali drugače, ne vsi samo alpinisti, tudi gorski športi. In če pač film ena stvar za prikazovanje teh zgodb, knjiga, druga stvar je beseda, ena tretja stvar, kateri se ti ljudje predstavijo, njihovo povezano z gorami in njihovo izkušnjo, in tudi skozi to se lahko učimo in dobimo bolj širok pogled na gore in na dogajanje v gorah in se s tem bogatimo gorniško kulturo. Ob 20. obletnici festivala me zanima še kakšen utrinek, festivalski dogodek, ki se vam je posebej vtisnil v spomin. Bilo je vsega veliko v vseh teh letih, mogoče te pač utrinki, ki so bili povezani tudi finančno, da sem bil kdaj na festivalu z zelo majhnim budžetom na začetku, pa se je potem to na koncu uredilo, danes mogoče malo lažje. Bilo je zanimivih veliko filmov, veliko gostov. Mogoče zdaj, ko smo delali razstavo, ko smo se sprehajal po mapah, fotografij iz preteklosti, nekako še bolj obujal spomine na tiste prve festivale, ki so že precej daleč. In tudi kar nekaj ljudi, ki danes ne delajo več pri festivalu, so takrat sodelovali, skratka. En tak lep pregled sem skozi to dobil, in te fotografije bodo tudi nastavljene v Cankarjevem domu, kajti poleg 20 festivalskih plakatov bo še 8 ali 9 plakatov, ker bo malo utrinkov, kaj vse smo prehodili v tem obdobju teh 20 let, kaj vse za eni gostje so bili, skratka. Mislim, da bo tudi za tisti čas med filmi čas za ogled te mini razstave. Festival gorniškega filma je vsekakor postal stalnica tega slovenskega kulturnega prostora. Silvo Karo, hvala za pogovor in srečno s festivalom še naprej. Hvala lepa. V Rotterdamu se ta konec tedna zaključuje že 55. mednarodni filmski festival, ki slovi po drznih filmskih pripovedih z vsega sveta in je kot eden največjih v Evropi tudi pomembna odskočna deska za filme, ki se tam predstavijo prvič. Petra Meterc je pred mikrofon povabila 3 režiserje iz Brazilije, Italije in Palestine, ki na festivalu predstavljajo svoje filme. Tiago Melo je s svojim prvencem leta 2018 na Rotterdamskem filmskem festivalu že prejel glavno nagrado, in sicer v sekciji Bright Future. Tokrat pa se v Rotterdamu predstavlja svojim drugim celovečercem z naslovom Rumena torta.
Znanstveno-fantastična filmska pripoved se dogaja v majhnem severovzhodnem brazilskem kraju, Picuiju, kjer ameriški znanstveniki ob pomoči urana razvijajo učinkovit repelent proti vse bolj razširjeni rumeni mrzlici. Ko gredo njihovi poskusi po zlu, se z nevarnostjo jedrskega uničenja spopade skupina lokalnih raziskovalcev in rudarjev. Tiago Melo je Picuí za svoj film izbral, ker od tam prihaja njegov oče. O kraju in njegovi zgodovini, ki je tesno povezana z nahajališči redkih rudnin, kot so tantal, litij in uran, je Melo že posnel kratki dokumentarni film. Takrat je od tamkajšnjega prebivalstva slišal prenekatere zgodbe in kolektivne mite povezane z rudninami in Američani, ki naj bi na začetku 20. stoletja tu pridobivali uran za projekt Manhattan za izdelavo jedrskega orožja. Tiago Melo. Eu queria falar que o Brasil permanece até hoje. Želel sem povedati, da v Braziliji še danes zelo močno izkoriščajo rudna bogastva. V številnih primerih smo še vedno, in to ne velja samo za Brazilijo, ampak tudi za druge države tretjega sveta, poskusni zajčki za poskuse, ki jih želi izvesti prvi svet, še preden se prepriča, ali so varni ali ne. To je torej kritika vsega tega kot celote. A isso tudo como todo. Čeprav smo si v zadnjih letih lahko ogledali kopico uspešnih žanrskih filmov, ki so jih posneli brazilski režiserji, spomnimo se denimo distopičnega westerna Bacurau, Kleberja Mendonce Filha in Juliana Dornellesa, pri katerem je Tiago Melo sodeloval kot eden od producentov, Melo pravi, da sprva ni nameraval posneti znanstveno-fantastičnega filma. Eu, particularmente, não sou fã de cinema, de ficção científica. Osebno nisem ljubitelj znanstveno-fantastičnih filmov, ta žanr me nikoli ni posebej navduševal. Ker je tako nenavaden, ima veliko privržencev, vendar nikoli nisem bil eden izmed njih. Toda, ko sem začel zbirati vse te zgodbe iz Picuija in razmišljati o filmu, ki sem ga želel posneti, sem začel razmišljati drugače. Rekel sem si, ali bom res posnel znanstveno-fantastični film. To me je malce presenetilo, a sem ugotovil, da glede na vse, kar je bilo v ozadju te zgodbe, nisem imel druge možnosti. Takrat sem zares začel projekt in verjel, da ga bo mogoče izvesti. Ena od stvari, ki sem se je bal pri filmu, je bila, da bi ostal na pol poti. Danes sem vesel, da nam je uspelo posneti film, ki je pravi znanstveno-fantastični film. Film, ki ima vse znanstveno-fantastične elemente. Film, ki ima pošasti. Film, ki se ne le spogleduje z žanrom. Uspelo nam je in to me zelo veseli. É filme que a gente não está flertando com o gênero, então a gente conseguiu ser, então isso me deixa muito feliz também. V filmu Rumena torta nastopajo tako profesionalni igralci, kot ljudje iz krajev, v katerih je bil film posnet. Para mim, o que existe de melhor para se fazer filme é trabalhar com elenco. Zame je najboljše pri snemanju filma delo z igralci. Sam sem začel kot gledališki igralec in rad snemam filme, ker mi omogočajo delo z igralci in igralkami. Rad verjamem v ljudi, ki so zelo motivirani in želijo pripovedovati zgodbe. Za ta film sem si želel imeti pestro mešanico igralcev in igralk, tako profesionalcev kot naturščikov, ljudi iz mesta Picuí. Kako je potekala priprava igralske zasedbe? Na vse mogoče načine. Ko danes gledam film, vidim, da nam je uspelo pri igralski zasedbi doseči ravnotežje med naturščiki in profesionalci. Atores e atrizes não profissionais com os profissionais mesmo, está tudo bem equilibrado para mim. Med naturščiki v filmu je v vlogi ene od krajank iz Picuija nastopila tudi Tanja Maria, 79-letna Brazilka, ki je občinstvo doma in po svetu v preteklem letu navdušila že svojo vlogo v političnem trilerju Tajni agent Kleberja Mendonce Filha, ki je nominiran za več Oskarjev. Tanja Maria je začela igrati šele v svojih poznih 70-ih. Prvo večjo filmsko vlogo pa je dobila prav v filmu Rumena torta Tiaga Mela. Ela é incrível, sensacional e ela é da cidade.
Neverjetna je, fantastična. Poleg tega prihaja iz sosednjega mesta, v katerem smo snemali, tako da združuje dvoje v enem. Film smo snemali leta 2022, še preden je posnela film Tajni agent, a je že takrat gradila igralsko kariero. Združuje torej dvoje, igralski poklic in poreklo, saj prihaja iz tega kraja, zato je popolna kombinacija. V tekmovalnem programu Bright Future se v Rotterdamu svojim prvencem Bele laži predstavlja italijanska režiserka Alba Cari. Cari se je rodila na Tajskem, v sekti Božji otroci, z več 10.000 privrženci po vsem svetu. Cari se ne spominja svojega otroštva. V želji, da bi si povrnila spomine, se s filmom potopi v boleče posledice življenja svoje babice in mame v sekti, ki so ga zaznamovale manipulacije in spolne zlorabe. Zgodba o vpetosti njene družine v sekto sega v 70. leta prejšnjega stoletja, ko je babica Rosa, stara 30 let, v Trstu spoznala nekaj članov sekte in se v želji, da bi pobegnila od nesrečnega zakona, odločila, da odide z njimi. S seboj pa je vzela tudi režiserkino mamo Ivano, ki je bila takrat stara komaj 13 let. Sčasoma je Rosa iz sekte izstopila in na novo zaživela v Italiji. Režiserkina mama, ki je v sekti preživela odločilna leta odraščanja, pa se nikoli ni popolnoma vključila nazaj v družbo. Avtorica je s filmom želela prekiniti tišino o tej medgeneracijski travmi. Obenem pa je želela na novo odkriti dele svojega otroštva, ki so izginili iz njenega spomina. Alba Cari. Ustvarjanje tega filma je bilo zame nuja. Vse to sem morala spremeniti v delo, ki je zunaj mene in kar lahko pokažem navzven, in ne le nekaj, kar je znotraj mene. To je bilo orodje za soočenje in za poskus vnovične združitve družine. S komunikacijo in s tem, da smo bili v tem procesu drug drugemu na voljo, sem želela sestaviti vse te koščke skupaj. Dokumentarna filmska pripoved izhaja iz arhivskega gradiva, ki ga je režiserka dobila od babice. Babica nam je dala škatlo spominov polno fotografij in VHS posnetkov, ki pripovedujejo zgodbo o tem, kaj se je dogajalo na Tajskem, kot da smo bili srečna družina. Toda to so spomini na moje otroštvo. Kmalu sem ugotovila, da ne vem, kdo je moj oče in da je naša družina popolnoma drugačna od zgodbe, ki nam jo je pripovedovala babica. S filmom sem želela znova pogledati ta arhiv z zavedanjem, da je bila babica tista, ki je posnela fotografije in posnetke. Film je bil način, da sem v ta arhiv znova umestila svojo zgodbo in rekla, da moram izvedeti resnico, saj tu ni vse iskreno. Da bi razumela, kaj se je v moji družini zgodilo, sem morala ta arhiv dekonstruirati in tako rekonstruirati našo zgodbo. Tako se je ta proces začel. Filmska pripoved sprva deluje kot iskanje pravega avtoričinega očeta, saj je režiserka v procesu odkrivanja preteklosti izvedela, da moški, za katerega je mislila, da je njen oče, to ni. Mislim, da je bilo na začetku vprašanje, kdo je bil moj oče, zame zelo pomembno. Med snemanjem filma pa se je to vprašanje izgubilo, saj sem našla druge odgovore in ugotovila, da je bil proces sprejemanja in spoznavanja zgodbe moje matere in babice tisto, kar me je zbližalo z njima. Sprejemanje in dejstvo, da mi ni bilo več treba iskati odgovora, sta bila najpomembnejša dela procesa razumevanja te zgodbe. Alba Cari arhivsko gradivo v filmu uporablja kot pomembno vizualno pripovedno sredstvo, ki simbolno spaja preteklost in sedanjost. Montažer Pierpaolo Filomeno je opravil čudovito delo. Skupaj sva opravila delo združevanja preteklosti in sedanjosti. Arhiv v filmu deluje kot nekakšne notranje misli. Gre za premišljevanje o preteklosti in iskanje resnic, ki jih v teh arhivih na prvi pogled ni bilo. Zdaj pa vem, da so tam.
To je lep način, kako se vrniti nazaj in kako iti naprej. Film Habibi Hussein palestinskega režiserja Alexa Bakrija iz sekcije Cinema Regained je zgodba o vnovičnem odprtju edine kinodvorane v Dženinu, palestinskem mestu s skoraj 50.000 prebivalci. Kino, ki je deloval od 50. do konca 80. let prejšnjega stoletja in je občinstva privabljal s popularnimi arabskimi, indijskimi in karatejskimi filmi, je bil znova odprt leta 2011 ob pomoči nevladne organizacije, ki jo je vodil filmski režiser Markus Veter. Vnovično vzpostavitev kina je s kamero spremljal Bakri. Njegovo pozornost pa je takrat pritegnil predvsem kinooperater Hussein Darbi, ki je v kinu delal v 80. letih prejšnjega stoletja, pred njegovo vnovično vzpostavitvijo več kot 20 let pozneje. Darbi je bil namreč kinooperater, kot jih danes skoraj ne poznamo več. Usually there was one person or a couple of people working there. Običajno je v kinu delal en človek ali nekaj ljudi, ki so opravljali vse potrebno. Včasih so denimo celo narisali plakate za film in potem hodili po mestu in tako promovirali film, ki je bil tisti večer na sporedu. Isti človek je tudi prodajal vstopnice, po prodaji vstopnic pa je šel v kabino, kjer je upravljal projektor. Običajno je bil to Hussein, ki je torej predvajal film, po koncu filma pa je šel spet dol, počistil kino, vse zaprl in odšel domov. Film Habibi Hussein je pomembna zgodba o lokalnih ljudeh, kot je Darbi, ki so ob sicer dobronamernih projektih zahodnih nevladnih organizacij pogosto postavljeni na stran in pozabljeni, pa čeprav bi s svojim znanjem in zgodbami morali biti v ospredju tovrstnih projektov. Hussein je človek, ki nikoli ni izgubil svojega navdušenja, lahko bi rekli celo otroškega užitka pri tem, kar počne. Bil je zelo vztrajen in ni dopustil, da bi ga karkoli odvrnilo od doseganja cilja. V filmu vidimo, da pri vnovični vzpostavitvi kina želi uporabljati stare projektorje, za kar potrebuje delujoče ogljikove svetilke. Toda tovrstnih svetilk za projektorje leta 2011 že desetletja niso več proizvajali. Kljub temu pa ni rekel, tega ne proizvajajo več, zato tega ne morem narediti. Preprosto poskušal je. Sam pa sem se znašel v zelo neobičajnih situacijah, ko sem mu sledil. In to me je pritegnilo k njegovemu liku. Filmski festival v Rotterdamu se bo sklenil v nedeljo, še prej pa bodo podeljene nagrade, za katere se potegujejo tudi vsi trije filmi, o katerih smo govorili danes. Cheryl mentioned that you're a writer. I don't do that anymore. Stuck for inspiration? I'm stuck between wanting to do something and not wanting to do anything at all. Podganar, pogovoriti se morava o Kevinu, nikoli zares tukaj. To je nekaj naslovov filmov škotske režiserke Lynn Ramsay. Vsa našteta dela načenjajo izjemno težke teme in isto velja za njen novi film Umri, ljubezen moja. Ta temelji na romanu argentinske pisateljice Ariane Harvitz, tematizira pa spremembe v partnerskem odnosu po rojstvu otroka. Poporodno depresijo, lahko bi rekli tudi, da film prikaže spopadanje z lastnimi demoni, ki ga spodbudi rojstvo otroka. Glavno vlogo je odigrala Jennifer Lawrence, ki je na novinarski konferenci v Cannesu, kjer je bil film prikazan premierno, povedala, da ji je bila ta vloga velik izziv glede na to, da je tudi sama mama. Obviously as a mother, it was really hard to Kot materi mi je bilo težko ločiti to, kako bi sama ravnala v neki situaciji, od tega, kako bi ravnala ona. Ko sem prvič brala knjigo, se mi je paralo srce. Vse skupaj je bilo pretresljivo, ampak močno. Lynn Ramsay je rekla, da si je vse skupaj zdelo tudi sanjsko. Takrat sem ravnokar rodila svojega prvega otroka. Nič se ne more primerjati s poporodnim obdobjem, takrat se ženske lahko počutimo zelo osamljeno. Par v filmu se preseli v Montano.
Grace tam nima svoje družbe, svojih ljudi, ampak v resnici se počutiš osamljeno, če čutiš skrajno anksioznost in depresijo. Ne glede na to, kje si, se takrat počutiš kot tujka. Extreme anxiety and extreme depression is isolating. No matter where you are, you feel like an alien. Recenzijo filma Umri, ljubezen moja je napisal Gorazd Trušnovec. Grace in Jackson sta mlajši par urbanih ustvarjalcev, ki se preseli globoko na podeželje, ko Jackson podeduje starejšo, obnove potrebno hišo pokojnega strica. Kar se zdi sprva kot romantična zamisel partnerske idile, začne po rojstvu njunega otroka dobivati podtone osamljenosti, obupa in razkroja. Umri, ljubezen moja je psihološka drama z dvoumnim naslovom, ki jo je režirala škotska režiserka Lynne Ramsay. Preveč enostavno bi bilo reči, da gre za film o poporodni depresiji, s katero se spoprijema Grace v drzni, blesteči igralski interpretaciji Jennifer Lawrence. V bistvu gre za celovit portret partnerskega odnosa, ki se začne s spremenjenimi vlogami materinstva in očetovstva drastično spreminjati. Lynne Ramsay, ki jim mrakobne teme niso tuje oziroma zaznamujejo njen režijski opus, zelo spretno ustvari razpoloženje skrajnega nelagodja, pri čemer uporablja tudi prijeme iz grozljivk. Kot nepresežen vzor razpada ženske psihe oziroma para prihajata na misel Andrzej Žulavski in njegova obsedenost iz leta 1981 z Isabelle Adjani. Zanimivo je že v uvodnem prizoru filma Umri, ljubezen moja opazovati, kako dolgo odlaša z bližnjimi posnetki oziroma posnetki obrazov igralcev in kako spretno uporablja govorico izpraznjenega prostora za ustvarjanje občutka odtujenosti. Dojenček je morda res sprožilec nekega neustavljivega psihološkega procesa, a seme partnerskih težav je bilo očitno zasejano že dolgo predtem. Eden od temeljnih izzivov umetniškega filma je, kako s samostojnim jezikom prikazati notranji svet v filmu, pri čemer literarni prijemi praviloma ne delujejo najbolje. Lynne Ramsay v priredbi romana argentinske avtorice Ariane Harvitz ponekod to dobro uspeva in vizualno spretno prikaže mejna stanja, pri katerih ni jasno, ali gre za psihozo ali za realno dogajanje. V določenih prizorih pa pač ne. Recimo, jasno je posredovana ideja odpora Grace do vsakdanjega, ukročenega, monotonega življenja na podeželju. Hkrati pa je smešno, kako za ta namen avtorice uporabljajo obupne klišeje, kot so temnopolti ljubimec, črni konj in divji gost. Celovečerec je vsekakor vizualno zelo bogat. Navdih so bili očitno slikarji ameriške gotike Andrew Wyatt, Edward Hopper in Grant Wood. A ugotovimo lahko tudi to, da se prispodobe v filmu ne obnesejo najbolje. Če tehtamo med tem, ali je za film bolje, da s preprostim jezikom izraža kompleksne ideje ali s kompleksnim jezikom preproste, se je ekipa bolj nagnila k drugemu pristopu. Kar bi samo značil za sicer plemenit, a vsaj delno spodletel poskus, podobno kot gre na trenutke čez rob tudi napor Jennifer Lawrence in Roberta Pattinsona, da bi dokazala, da sta resna igralca. Česar Sissy Spacek in Nico Nolteju v krasnih vinjetnih stranskih vlogah pač ni treba dokazovati. Na letošnjem festivalu Sundance sta slavili dve slovenski manjšinski koprodukciji. V kategoriji drama je veliko nagrado žirije za svetovni film prejela družinska zgodba Sramota in denar kosovskega režiserja Visarja Morine. Slovenski koproducent je Daniel Hočevar iz produkcijske hiše Vertigo Ljubljana. Dokumentarec Planina, ki je nastal s finančno podporo Slovenskega filmskega centra, pa je prejel veliko nagrado žirije za svetovni film v kategoriji dokumentarnih filmov.
Film režiserjev in scenaristov Bilane Tutorov in Petra Glomaziča prikaže pašniško območje na Balkanu v Črni gori, kjer mati in hči branita svojo planino in nomadsko pastirsko tradicijo pred Natom, ki hoče tam vzpostaviti vojaški poligon. Ob slovenskem kulturnem prazniku so na platformi Baze slovenskega filma pripravili posebno spletno projekcijo. Med 7. februarjem od 20. ure in 9. februarjem do polnoči si lahko brezplačno po celem svetu ogledate filma letošnjih 2 dobitnikov nagrade Prešernovega sklada. Scenaristke in režiserke Petre Seliškar ter režiserja in direktorja fotografije Gregorja Božiča. Na ogled bosta dokumentarni film Telo Petre Seliškar in dokumentarno igrani film Playing Man, scenarista in režiserja, prav tako nagrajenca Prešernovega sklada Matjaža Ivanišina, kjer je bil Gregor Božič direktor fotografije. Poslušali ste oddajo Gremo v kino. Brala sta Maja Mol in Jure Franko, glasbo je izbrala Tina Ogrin, za zvok in montažo je poskrbel Max Pust, skozi oddajo pa sem vodila Tesa Drev Juh.